Aleksandra, sliši Zorana? Slišim. No, ok, super. Zdaj smo zaenkrat smo sami trije. Jaz upam, da še bo kdo gar priklopil, no? Še od drugih. Ja, tale Zoom zna biti malo konfuzen. Ja, sploh pa za nas, ko ga ne znamo. Dej, videl na un link prej, tisti link ni šlo, ali kaj? Prejšnji link je rekel, da je od Boštjana Vogrinčiča in da je on, torej Boštjan, trenutno v enem drugem sestanku. Ja, aha. No, vse poslušal je tvoj, ko zdaj to je v bistvu sestanek, v bistvu to je link za vse, a ne? Aha. Posredujte pa še drugi, ta isti bil. Ko sta ona dva dobila, ga pošljete še drugi. Aha, a si dal v keyboard? Ja, sam kontrol pa pomoč. Ja, po mojem jaz to, ne vem komu, Brigiti še bo poslal, da če bo Brigita kaj pošiljala okrog, ne? Ok. Zoran, tebe sem pa zdaj malo zgubil slikco. A moj video vidiš? Mislim, pri meni to dela, ali ne? Ja, pri tebi vidim, ja. Čisto v redu te vidim. Meni malo internet preskakuje, tako da upam, da bo zdaj ok. Če ne, sem pa hotspot naredil. Ne, vse v redu, zdaj te si v redu. Ok. Jaz bom ugasnila. Voiceover, evo takole. Super. Čakaj, zdaj bom jaz sam novo pošto poslal za Brigito. Brigita z ulice Maršala Tita. Koliko je vroče tle pri nas, prav nenormalno. Res? Ojoj. Pri nas je še sveže, tako da. Pri vas je sveže, ja. Ja, vi ste bolj na severu. Na vse Aleksandra je pa še bolj, ne? Ja. Ja. Kje pa si ti, Zoran? V Stuttgartu, v Nemčiji. A res? In kaj, živiš, študiraš, kaj delaš? Živim. Cool. Pa, mislim, Tako da... Čakaj, še roko pohtam, kje si zdaj. Klepet. Ja, ne, tle je tako ene 22 stopinj, pa še niti 10 ni ura tle pri nas. Grozen je. 22 stopinj? Ja. No, vse to je pa nekaj tudi pri nas. Ja, ma tle bi morali biti 10 stopinj. Kaj pol, Kaj, še enkrat povej, Zoran, nisem te slišala. Ful 22 vroče. Pač 22 stopinj je tle ful, mi smo to praktično proti severu Anglije in tle bi zdaj morali biti tako 15 max. Je po, v Ljubljani je 15 stopinj, ne? Zdaj sem pogledal. Se pravi, da ste videl, da mi do Zorana sva približno na istem, a ne Zoran, koliko si rekel, da je pred tebi? 20. To se še ne bolj. Aha, evo, Zala se konekta gar. Tako da... Pri nas je vreme skratko, kar v Sloveniji mogoče kakim dnevom zamika, ne, če pri nas pride pač ful velika nevihta, bo v Slovenijo prišla čez en dan ali pa že prišla, ne, tako da čisto odvisno, s katere smeri gre. Zala ni nekih vremenskih razlik. Zala ne slišimo te, ne vidimo te. A ja, ne, ker ena moja prijateljica živi v Londonu in pol se sicer slišva bolj poredko, ampak je zmeri vprašam za vreme, zato ker čez 2-3 dni... London je najbolj sončno mesto v Angliji drugač, ne? Tako da to, da v Londonu zmeri dežuje, na to kar pozab. To ni res. Vem, kako, jaz sem bil pred 25 leti v Londonu, in je bilo prav toplo. Tako dejansko, jaz, kadar grem v London, kaj je tako 2 uri z vlakom stran, recimo, no, ene 200 kilometrov. In je
mislim, razlika tako, vsaj 3 stopinje, vedno je tle bolj hladno. Ja, Rok, Živijo, evo, še z moje strani. evo, Rok, Poljska. Hej, Glasovi, ki jih pozdravljen. nisem slišal že 300 let. Živijo, Aleksandra. Živijo. Rok, kako se reče? Dzień dobro. Dzień dobry. Dzień dobri, okej. Dzień dobry. In to velja do, tako kot angleški good morning, ne, velja do poldneva. Aha, Oziroma ne, velja cel dan, v resnici. Dzień dobry velja cel dan. aha. Da, ni važno, če je 6 zjutraj ali pa, ne vem, 4 popoldne. Ja, to je dober dan, ne, v bistvu. Dober dan, ja. Ja. Oni nimajo izraza za dobro jutro, sploh. A ja, to bi povedal. Ja. To je pa zanimivo. A ja, Znajo- sploh? Ja, znajo povedati zjutraj, ne, zjutraj je Kaj to ran. zato, kad skozi zmeri tako dolgo spijo, da jutro prespijo? Ali kaj? Ne, ker tako zgodaj vstanejo. To je v bistvu pol tako kot v francoščini, ki je bonjour, ne? Bonjour, in to je to, ne? Ja. Ja. Ne znam francosko glih prav dost, ampak ja, ti zaupam, ker Ja, ti znaš francosko, ne? Oui. 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 Kaj pa Zoran, ti znaš francosko? Ti si pa blizu Francije. Ne, jaz niti ne maram neki francozov. Da ne mara francozov. Saj ne vem, če jih kdo mara. Rasist. Ne, na list, beli so, tako da. Ne, zdaj vas, hecam se. Ne znam francosko. Aha. Znam pa nemško, če kaj pomaga, ne. No, v redu. Še en jezik, ki ga ne znam. Ja. Skratka, tu smo zdaj se zbrali poligloti, a ne? Vsak zna svoj jezik, edino Aleksandar jih zna malo več. No ja. Čeprav sem iz prakse, tako da. Ja. Ne pa res, Aleksandra, kako ti pa pride prav ta tvoji jeziki? Noč, razen angleščine. Aha. Ja, sej Angleži so pa svoje, ne? Svoj Ne, način. to je tako zanimivo, pač prideš pač iz Slovenije, misliš, koliko si kvalificiran in pa prideš sem in je tako, vsem dol visi. Ja, Ja, ne, jaz sem angleško, tudi. ja, to sem pa zdaj izvadila. Zorana, ti si znal že prej nemško, preden si šel. Ja, jaz sem se v srednji šoli neki, ampak glih tako, kar je Aleksandra rekla, ne, mi smo neki znaš super, sem se razvoješ v dialekt, slišiš in si čisto Aha. Čakaj, Rok je pa zdaj čisto ven šel. Vidim, da je... Aha, evo Rok. Ne, jaz sem samo mute sem pritisnil. Aha, v redu. Ne, nisem ven šel, Ne nisem. znam. Sem mislil, da si nas zapustil v cesti. Ne. Ne, nekaj zgolj časa mikrofona sem- nisem imel čisto. Ne vem, kako zdaj tole deluje. Evo, enostavno zdajle prej se je ena, kaj je že bila, priklopila, ampak je tako šla dol. Ne? Zdaj, zakaj še drugih ni, pa ne vem, kaj je. Ne? Tako da, ne Pa saj ni problem, lej, saj je fajn, če se med sabo vidimo že. Ja, ne da. Ja, Ja. tudi na mail mi ni nobeden nič poslal, da ne more priti, da bi mu link poslal. Tako da, ne, tudi čakaj, bom jaz zdajle, dajte se vi malo pogovarjati, ko ste domači, jaz bom pa zdajle Brigito poklical, če mi je šlo, bom šel malo mečken, bom Okay. no. Okej. Jaz si moram hotspot s telefona narediti, ker mi net ven meče, tako da malo Kaj sem pa, če bi probal video ugasniti? Video ugasniti, ja, mogoče. Mogoče je bilo to bolj. Ne bi bilo narobe, ja. Pol ti bo samo, ja. Mislim, Pol Stop boš video. pel sam audio, da Ja, bil sta audio, da. boš pel sam audio, Mercedes prodal, da. Ja, da. Zdaj sem dal video ven.
To je pa nekaj. Ful se te bolj sliš zdaj. To je pa nekaj, kjer Slovenija v odnosu na Nemčijo tukaj prednjač. Tlele je internet, tle, kjer jaz živim, katastrofa. Ne? Zdaj šele optiko delajo, tako da zdaj še traja malo. Ja, na Poljskem, Poljska pa pred Slovenijo prednjači. To sem bil tu tečen, ko sem prišel sem. Ja, jaz imam klele 150 megabitov na sekundo, kaj neč. Prvo, ko sem prišel, ko sem skoraj sam Nemčijo za primer, pa internet tu 20 let nazaj. Ne? Ja, wir haben einen Telefon. Ja. We have rotary phones from Hitler times? No, okay, dobra. Ja, po moje klej glih imajo, tako da klej so bili kar. Hudo. Ti, Aleksandra, kje ti delaš? Na banki. Na banki dela, pisma, rosno. Cool. Kaj pa ti počneš? Nevidna razstava, Varšava. Vodič sem. Bravo, cool. Ja, nekaj je, no. Zdajle sicer, ker smo zaprti, je zabavno, ampak danes se odpiramo, tako da jej! Cool. Loh ni tako slabo. Res, ful vesel. Ja, jaz sem pa še vedno doma, pri nas je tako, skoraj 39,000 mrtvih. Ja. In je kar kriza. Poslušam BBC 2, slišim, kaj se pri vas dogaja. 4, pardon. Ja, Radio 4. Mhm. This is Radio 4 and this is noon o'clock noise. Ne vem, če si slišala kdaj za komedijo The Goon Show. Ne? To je radijski prednik Monty Pythona. In priporočam, ampak ja, mislim, jaz zmeri, ko poslušam, tudi če poslušam eno epizodo, 3-krat zmeri odkrijem nekaj novega, zato ker imajo toliko teh svojih for, pa toliko je pač, to je ful staro, to je 60 let staro, ne, ali pa skoraj 70. Tako je, težko je razumeti vse. Ja, radiodrama tle v Angliji je še zmeri živa, ne? Top of the top. Poslušam ves čas. Cool. Ja. To imava pa z ženo, z Zužo, imava veš prav hobi. Poslušava radiodrame, zato je, ker filmov Zuža ne mara prav preveč. Jaz sem se jih pa odvadil nekako gledati. A si povedal ti tej svoji ženi, da si me prevaral, ker ti si meni obljubil, ker si bil 5 let star, da se boš z mano poročil? Ja, se spomnim. Ja, in sem povedal, ja. No, sem toliko, da ve, a ne? Ja, nobenih skrivnosti, ne. Ja, ve. Cool. Jaz se pa tudi spomnim. Ja, sej bolj, da se spomniš. Ja, zdaj se pa nisem videl že. Mi smo se na zadnjem študentu videla, ne? Po mojem, kasnej se nismo. Veš kje, Črni bar. To je pa kasnej. 2012. Ojoj. Volte pa res nisem več videl. Ojoj. 2013 sem se zaljubil, 2016 sem šel gor. Ja. Wow. Kam čas beži? Ja. Beži. Ko pogosto pa pridete vedva, kaj v Slovenijo? Ja, jaz tako, mislim, pač zdaj je težko, ker imam redno službo in v bistvu glih nočem vsega dopusta porabiti, pač sam zato, da pridem domov, ne, tako da moram kar malo strateško, tako pridem za vikend ali pa pač januarja sem bila, novembra sem bila, nimam pojma, kdaj bom šla spet, ker itak zdaj ne moramo leteti. Pa si ti cool, jaz sem, nazadnje sem bil doma 1 let nazaj. A res? Ja. Zato, ker... Jaz sem bil za Božič pa to, tako da... Ja, jaz sem šla sicer... Dragi moji, naj vas potolažim. Jaz živim v Ljubljani 88 km ali pa 80 stran od Velenja in grem tu samo enkrat na leto v Velenje.
Sanja je zdaj kot moka. Ja, Ja, se samo je ponavadi je slišim. tako, a ni? Na mutno. Ja. Ja, sej je res. Bližje, ko si domu, manj se da, ja. Ja, dejansko. Mora popraviti tvoje. Preklič. No, prav. A ona tudi. Ja, ok. No, jaz se opravičujem, zdaj smo res, zdaj se še Sanja gor preklop, ampak je ne vidim, niti ne slišim. Je pa to, se učimo. Hvala, da pomagate. Saj smo vsi na istem dušanu, vsi se učimo. Ja, lej. Nič bad. Ta Zoom je tako misteriozen včasih. Ne, veš, Jaz, na primer, sploh ne vidim vseh, ki so gor prijavljeni. Recimo. Veš, da je prijavljen Aleksandra, Rok, Zoran, zdaj še Sanja se prijavlja, upam, da bo malo... Ja, živijo. O, Sanja, evo, to. A jo je slišati. Živijo. Ja, Sanja, malo Aleksandra, imamo Rok, težave s povezavo, ne? komu pa Ja, slaja? dobrodošli v klub. En pes ni registriran, Se klele. upravičujem. Klele imamo vse. Dej še psu team building, mislim ta Zoom založ. Ja. Imaš pa velik vrt, Aleksandra. Ja, to je pa najn, evo. Najn vrt, najn pes. Tako je to, če se na banki dela. Ja, bankiri imajo denar. Veš No, kaj, Rok, to tudi pa tebi ne gre spet ni slabo, ne, velik, no. si se v soboto hvala, da imaš stanovanje. Ja, imam stanovanje svoje, ja. Ja, Imam tudi stoje nekaj. ja, Jaz delam sam na razstavi, pa imam sam svoje stanovanje. No, No, jaz pa nimam svoje hiše, jaz se sam najemam, tako da nič bad. Ja, jaz tudi. Ja, jaz pa kredit še odplačujem. Še tudi ni moja. Tako, glej, Sanja, kaj je zdaj Sanja? Je sklopila čist. Kje si se? Sanja, Posluša. a ja, Posluša. ja, Izklopa ok. se je z mikrofonom samo. Dobro, glej. Ja, izklopila sem se zato, ker še druge stvari zraven počnem, ko so mi dali za delati. V redu, zdaj, Ja. mi za Sanjo. A veš, No, kaj- jaz lepo vse pozdravljam, ne? Da se vam oglasim. Sem zelo vesela, da ste se vsi odzvali. Malo imamo težav s tole povezavo, ker je bila napačna. Zato smo trenutno, mislim, da sami. A ne? Ja. Ja, tako. Tako da upam, da se nam tekom pogovora še kdo pridruži, ne? Tako da, no, ampak glej, vse smo množina, 5 nas je, ne? Ja, točno to, ja. Ja, 5 Točno najboljših. To so Ja, mojih 5, No, ki vlada. Še šesti je zraven. Še Jaz se šesti. Oliver! Shut up! Jaz se ful opravičujem. Ja. Oli! Zdaj bomo videli, koliko se naučila preklinjati v angleščini. No, preklinjam glih ne nad psi, no, sam zoporanje. Ti pa res. Te kletvice pa valjda niso problem, to je prva stvar, ki se v tujem jeziku naučiš. To je pa res. Ja, najlažje so, ne? Ja. Ekspresivne. Tako. Ja. Dajte mi zdaj povedati, no, če bomo slučajno to, ki zabeležili v arhiv, zdaj so mi rekli, da moram snemati, stvari pa malo snemam. Sej vas ne bom kakih intimnih zadev spraševal, pa to zadeve, da bi zdaj to lahko vas pol izseljeval, ne. Ampak čisto, kako ste se vklopili v življenje, kjer ste, no? Aleksandra, ti pač imaš zdaj službo, partnerja, načrtuješ nadaljnje življenje v Angliji, zdaj koliko si oziroma velja za vse, no, koliko ste se priklopili, koliko ste se vklopili v delo, v okolje, v katerem ste? Kdo bo šel prvi? Dej kar ti. Dajmo kar po besedi, Zoran je prvi.
Kaj? Okay. Ja, pač jaz samo prvih par mesecev je bilo malo težavno, novo okolje, nov jezik, vse novo, ne? Ampak zdaj sem se že, dajmo reči, relativno stabiliziral, vidim se tukaj, tako da pač glede na trenutno situacijo se v Sloveniji se vidim sem na dopustu. Tako da, kar se tiče tega vklopa v okolje, lahko rečem, da je to že kar speljano. Tako da, mojo prihodnost tukaj vidim, imam določene cilje, ki me vežejo za to okolje in na katerih delam, tako da lahko rečem, da sem kar vklopljen v novo okolje. To je to, poskušal bom čim krajše odgovore dajati, da ne zadržujemo preveč. Naslednji? Ja, če grem jaz. Ne vem, mislim, bilo je precej težje, kakor sem si predstavljala na začetku, sploh zato, ker nisem nikogar poznala, razen pač mojega partnerja oziroma zaročenca zdaj, ne. Ja, mislim, je bilo težko, ampak zdaj sem se pa že kar vklopila, se mi zdi, no, tako sploh. Odkar imam službo, sem spoznala več novih ljudi, takoj dobiš več priložnosti, mislim, tudi tako družabno in vse, a ne, ker poznaš več ljudi, tako da, ja, je bilo pa težko, no, mislim, precej težko, vsaj meni na začetku. Okej, jaz sem, kako bi temu rekel, malo sem se zgubil na začetku, v smislu, da pač sem samo delal to, kar je bilo treba in pač sem dejansko šele pol, ker sem se nekako počasi aklimatiziral, sem začel gruntati kaj in kako. V glavnem, jezik seveda, pač kljub temu, da je slovanski še zmeraj majčkeno drugačen. In prvih 6 mesecev, predvsem te druge 3 mesece, se spomnim, da ko sem začel delati dejansko na razstavi, pač voditi in poljske in angleške skupine, sem ugotavljal, da prihajam domov s čist stvrtimi možgani. A veste, kako da bi dal en zelo spraskan CD na CD-player, pač čist, totalen razsud. Predvsem jezik, drugače pa ja, razen tako, ko je Aleksandra rekla, razen žene nisem poznal nikogar, žene pa njene družine, tako da je bilo treba vse začeti graditi na novo. Ampak ni težko, zato ker Poljaki so, mislim, da Slovencem tako nasplošno dosti podobni, je pač je dosti lahko. Ja, in tukaj, če bi to omenila, recimo, ne, to je pa tudi ena prednost, ne, če začneš iz nule, v bistvu imaš to priložnost, da nekako si najdeš tako res ljudi, ki so ti tako blizu, mislim, po karakterju, po interesih, ne. Tako da je to mogoče, to je tako, kot da bi dal restart na računalniku, ne. Je težko, ampak v bistvu imaš možnost, da se na novo naložiš, no, tako. Se strinjam s tabo, ja. Sej, Zoran, čakaj, nisem slišal. Ti si šel gor, v bistvu, ko si šel gor v Nemčijo, komu si šel, a si vedel, kam greš? Ja, moja sestra je bila že v Nemčiji, pač stric pa teta. Aha. Jaz sem dejansko šel k sestri, ne. Tako da jaz sem imel dosti veliko pomoč, ne, v tem smislu, ne, tako da dejansko nisem bil čist sam, ampak je pa tudi sestra pač že imela svoje življenje, zaposlitev, tako da dejansko nisem imel neki ful, kako bi rekel, zelo veliko pomoči od nje, ne? Ampak je pa pač bistvenega pomena bilo to, da sem imel kje biti za začetek in pač določene napotke in usmeritve sem dobil, ne?
Tako da mislim, da v tem odnosu sem imel veliko prednost v odnosu recimo na določene druge ljudi, ki pustijo vse, pa grejo v novo okolje. Ne. Ja, seveda, določen support imaš, ne, mislim, support. Ker zelo veliko pomeni imeti nekoga svojega v novem okolju, ne. Tako da meni je to bilo bistvenega, mislim, to je meni bilo v zelo veliko pomoč. Je pa bilo tako, pač do prve zaposlitve se iščeš in 100-krat dnevno se vprašaš, kaj iščem tukaj sploh, zakaj se sploh rinu. Pojavljajo se ti pomisleki, a mogoče bi v tem času v Sloveniji že nekaj naredil, bla, 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 ne, in potem pa to, kar je Aleksandra rekla, ko pa dobiš prvo zaposlitev, ne, pač novi ljudje, novo okolje in eno malo morje malih priložnosti se ti odpre. Tako da meni je bil ključni moment to, ko sem najdel zaposlitev in najdel sem jo relativno hitro, v 2 mesecih v odnosu na Slovenijo, kjer sem pač par let pred tem iskal zaposlitev, ne. To je bil dejansko osnovni razlog, zakaj sem šel. Ne. In potem pač, ko najdeš zaposlitev, ko začneš delati, gre v bistvu vse gor. Pač finančno si stabilnejši in vse, in tudi novo okolje, novi ljudje. Ja, tako, čez noč odrasteš, kar naenkrat začneš razmišljati o ciljih čez 10 let, kako boš našparil za neke stvari, ki so bile prej v Sloveniji čist tako, mislim, nisi sploh mogel si niti približno o tem razmišljati, ne. Ja. Zdaj pa kar naenkrat tako začneš plane delati in tako kar nov svet se ti odpre. Veste, začenja se pa pri majhnih stvareh, ne, zaradi tega, ker jaz ne bom pozabil, ne vem točno, kdaj je to bilo, kjer mesec, karkoli, ampak ne bom pozabil, ko sem šel v pekarno in kupil kruh v bistvu za denar, ker sem ga končno prislužil. In ko sem prinesel ta kruh domov, mene je en tak, mislim, saj sliši se sentimentalno, totalno, se tega čist zavedam, ampak mene je en tak ponos zagrabil, to je bilo neverjetno. No. Ne, to je to. Si predstavljam. Se strinjam, absolutno. Ja. Ne, pa, kaj pa recimo, ko ste hodili, jutri bom vodil eno okroglo mizo in kavč o teh raznih jutri je ob 10 je o zaposlovanju, ne? Popoldan pa eno zadevo o teh raznih predsodkih pa teh zadevah, ne? Pa me čisto zanima, v bistvu te predsodki, koliko so gor prisotni, te predsodki do invalidov, oziroma do slepih in slabovidnih, oziroma kako so to potekale vaše zaposlovanja, ne? Recimo, Zoran, ti si rekel, samo 2 meseca, Aleksandra, ti si po mojem, koliko se spomnim, ti si ene celo leto, ali koliko je trajalo. Jaz sem 2 leti iskala, jaz sem zelo težko našla. Jaz sem iskala čez 600 prošenj. Ja. Pa brez odgovorov, oziroma... Imela sem par razgovorov, ampak pač nisem imela dosti izkušenj na tistem določenem področju in ja, jaz sem se kar namatrala. Jaz sem imel veliko srečo v resnici, ker Dušan, ti ga boš poznal. Prišel je v Slovenijo na izmenjavo Poljak, ki je študiral slovenščino. Vem, ko je v zavodu je bil, ko smo ga še celo v knjižnico pisali. Ja, Pavel. No in on je... Masarček? Ne Masarček. Masarček ne študira slovenščino. En drug Pavel, Javorski. Ja, se drugače bi rekel, da ga ti poznaš tudi. Vem, kdo je Javorski, vem. V glavnem tip je pač je rekel, da dela na eni taki nevidni razstavi. Jaz tako, okej. No in pač prek njega sem dobil službo v nevidni razstavi. Bilo je pa še bolj zanimivo zame, ker po 6 mesecih, ko bi se mi naj začela, ko bi naj bilo konec dela na pogodbo, oziroma na to nezapoln delovni čas, sem dobil ponudbo z centra pač trgovskega pač zastopnika Appla na Poljskem. In sem šel tja za leto pa 3 mesece,
več nisem zdržal, zato ker pač, ja. Ampak ja, ko se je ta šiht končal, sem iskal in je to tisto, ne, ko je Aleksandra povedala, je težko, je pač se prebiti. Boh ne daj, da poveš recimo rekruterju, da ne vidiš, noče več govoriti, večina rekruterjev nočejo več govoriti, oziroma te pač odslovijo tako nežno, bolj ali manj nežno. Ne? Ja. Ampak še zmeraj se mi zdi, da je, mislim, da na Poljskem se da dobiti šiht, tudi če ne vidiš. Nekaj že je. Ne, ker fajn mi je, recimo zanimivo mi je to slišati, ne, ker pred ste tujci, ko prideš nekam v tujino in pol, recimo mi, ko smo že male rasisti tukaj v Sloveniji, ne, si rečeš, kaj bom zdaj, še naši nimajo službe, kaj šele, da bomo dali tujim službo, ne, da so še pa celo slepi ali slabovidni, pa je pa še to hujše, to večji rasisti, ne? Ja, jaz s tem nisem... Aha, sorry, Zoran. Ja, kar. Zoran, Ok, hvala. Jaz sem dejansko bil abnormalno presenečen v Nemčiji, ker v Sloveniji sem doživljal, da so me kadrovniki dobesedno otresli na razgovoru za zaposlitev, pač pridem, povem, študiram informatiko, bla, 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 delal sem to, mislim, jaz sem popravljal doma 10 let računalnike, delal sem spletne strani, logotipe, letake, vse živo pač. In potem peš na razgovor in poveš, kaj delaš, wow, super fino, in pol povem, da sem slaboviden. V parih podjetjih se mi je zgodilo, da so me dejansko otresli na fora, stari moj, zdaj si k meni prišel in jaz te moram cancelati. In potem pridem v Nemčijo, povem, da sem slaboviden in pač tam čist hladno, dajte povedati, kaj to pomeni za nas. In potem pravim, ne vem, pač delal sem to in to, treniral aktivno borilne veščine, super, lejte, bomo mi vam dali možnost, pa bomo pa videli. In dejansko nobenega zadržka nisem doživel zaradi svoje slabovidnosti in to je za mene bil res tako pozitiven šok. Ne, ker, veš, tukaj pri nas, jaz sem imel to izkušnjo, ko sem poznal sebe, eno šefico v Leku, ki je imela tudi sama eno punčko, ki je imela, bomo rekli, s posebnimi potrebami, in potem mi Robert Merič reče, da gre na pogovor tja v Lek, za informatika. In potem sem rekel, jaz jo bom pa poklical. Sej ni treba, da mu zdaj službe zrihta, ampak lej, ljudje se poznajo med seboj, pa zakaj pa ne bi ona poklicala pa rekla, lej, tale je face fund, pač ok, ne. In dejansko se mi je rekla, ja, jutri me poklič, ne, in drug dan se mi niti na telefoni oglašala, kaj šele, da bi posredovala, ne. Zato, a veš, ker sem rekel, ok, ne, dobro, sej jaz si ne zamerim, pač vem, kako je to za druge garantirati, ampak lahko bi saj toliko namignala ker čez en čas bo zaposlovala svojo punčko in bo spet mogla prositi okrog, mislim, zaveda se, dosti bolj se zaveda, kaj to pomeni zapustiti enega s posebnimi potrebami, kakor pa recimo jaz, ki teh problemov nimam, niti sinom, niti sam nimam, Recimo mene so v podjetju, kjer so moji starši 30 let delali, so me gladko odbili, glih na to foro, pač zdaj ste pa k nam prišli in zdaj vam mi moramo reči ne. In dejansko na koncu sem dobil občutek, da sem jaz kriv, ker sem prišel tam pač na razgovor za zaposlitev. Ja. Ali pa recimo pri zdravniških pregledih, tukaj je tako, v bistvu, ja,
lahko dela, ne more delati zato, ker je slep. Recimo dajo izvid, ne? Ne? Ko gre na zdravniški izgled, ko delodajalec bi ga vzel, ampak potem na zdravniškem izvidu napiše, da ne more delati, ker je slep. Ne? Se pravi, a ste vi tudi mogli delati take zdravniške izpite, preglede? Samo za šiht, Samo za službo, v smislu, ko si že imel šiht, vsaj na Poljskem to tako funkcionira. Oziroma, zdravniški pregled je bil za pridobitev statusa osebe s posebnimi potrebami. Tukaj na Poljskem je tako, da nekateri imajo tako narejen sistem, očitno nekateri so malo golfali in so dobili status za posebne potrebe prek svoje trenutnega stanja, ne pa potem in so malo izkoriščali. Tako da tudi, ampak je šlo v drugo skrajnost, ker tudi nekateri, recimo slepi, neozdravljivo slepi, seveda, ne dobijo statusa za celo življenje. Recimo, Zuža, moja žena, je imela tako na 5 let, pa do 18 leta, pa ne vem kaj. In sem slišal eno anekdoto na to temo, da je prišel eden brez nog s protezami. In ponavadi to, vse veste, kako gre to, ne? Te preglede, tako kot recimo pri sodnikih za prekrške, ti medicinci, pa to so upokojeni zdravniki, ko mi sami dihajo še in tako naprej. Je prišel do teh modrih mož in žena, ki so ga ocenjali in so rekli, ste dobil za 2 let. Si je zavihal hlače, si potegnil te proteze dol. Mislite, hudiča, da mi bojo zrasle ali kaj? Ampak ni pomagal. Zakonsko se kljub tej anekdoti ni nič spremenilo. Vsako vojvodstvo, tukaj so na vojvodstva, te velike regije, ima to majčken, oziroma tudi celo v vsakem mestu en bo tako odreagiral, drug bo drugače odreagiral, tako da ne moreš vedeti, kaj ti bo povedal, ker zakonsko si slep, nezmožen do samoeksistence ali nekako tako je, ampak tukaj je veliko prostora za manevranje. Je veliko prostora. Tako da pri meni je šlo vse gladko, tudi sem dobil doživljenjsko status osebe s posebnimi potrebami, sem bil sam presenečen in skupaj s celo družino. Ampak niti ni napisan točno, česa ne moreš delati ali pa karkoli. Zanimivo. Zdaj, jaz sem imel zdravniški pregled tudi za zaposlitev, ampak dejansko ker sem povedal, da sem slaboviden, pa to so mi vse drugo preverjali, samo oči ne. Tako da najverjetneje so hoteli se prepričati, da nimam ostalih napak, napak, pomanjkljivosti oziroma zdravstvenih težav, tako da vejo, s čim se soočajo. Za pridobitev statusa osebe s posebnimi potrebami sem pa isto bil presenečen, kako na hitro je to šlo. Šel sem na en pregled, prinesel svoje izvide iz Slovenije. Jaz imam tako okvaro, ki mi stagnira celo življenje. To je pri slabovidnih je to malo redka stvar, ker večinoma se fluktuacije dogajajo, ampak dejansko moj prvi pa zadnji izvid sta ista glede vidne ostrine in vsega tega in dejansko je zdravnica sem vrgla oko na to, napisala isto, en izvid je prevedla in to sem dobil na občino oziroma na upravno enoto in dobil v roku 2 mesecev izkaznico in doživljenjski status. Tako da jaz sem bil presenečen, v Nemčiji so te stvari ful poenostavljene, čeprav se Nemci tudi pritožujejo, da je ful preveč birokracije pa tega, ampak kad ti prideš iz ene Slovenije, ki je birokratski kaos,
ko prideš v si res lahko sam paf. Tako da določene stvari smo reševali tako na hitro, da sem prišel v ustanovo, kaj bi rad, poslal so te v pisarno in v roku 2 minut je tega bilo, pač je. A se slišimo? Ja, se slišimo, ja. Super. Ja. Se upravičujem, ker sem skinila za par minut. Ja. Malo sem imela težave s povezavo in tako. Glede diskriminacije, če najprej, ne, mislim, tukaj se diskriminacija dogaja zelo po angleško, ne. Angleži so zelo vljudni in te znajo, če smem uporabiti besedo, ki se začne z ODJ, ne, da ne bom zdaj tle preklinjala, na zelo sofisticiran način. Ne, Anglež ti bo lahko povedal, pejt se solit, ampak na tak način, da se mu boš na koncu zahvalil, ne. Anglež ti ne bo rekel, ne bomo te vzeli, ali pa ne vem, ne bomo te, pač, ker ne vidiš, ampak to naredijo na res zelo tak, zelo subtilen način, ne, in mislim, jaz sem se s tem kar dost, ne mogoče s diskriminacijo kot tako, ampak v Angliji je problem ta, o tem bi jaz lahko govorila 3 ure, v Angliji je problem ta, da tukaj so vse organizacije, ki so pač za slepe pa ostale invalide, so dobrodelne organizacije, kar pomeni, da za svoj obstoj potrebujejo denar javnosti. In zato, da ta denar dobijo, v bistvu prosjačijo na zelo tak sodoben, sofisticiran način. In zato, ker prosjačijo nas, invalide, zato, da bi se jim pač zasmilili, torej ljudem, donatorjem, znajo prikazati v zelo nebogljivi luči. Ne? In jaz sem prepričana, da so te organizacije tukaj v Angliji v zadnjih 50 letih naredile več škode glede tega profila invalidov kot pa koristi. Mislim, so naredijo ogromno dobrih stvari. Se pravi, se pogovarjamo, zelo mi je padla ena misel, ki bom še kdaj uporabil. Se pravi, obstajajo socialni delavci, ki razmišljajo v smislu, da so oni najpomembnejši kot oni, katerim pomagajo. Ja, do neke mere, čeprav tukaj je bolj res ta finančna plat, RNIB, torej Royal National Institute of the Blind, je v bistvu dobrodelna organizacija, oni nimajo nobene podpore od države, isto Guidox. Guidox je največja organizacija dobrodelna v Veliki Britaniji z ne vem koliko milijoni kapitala letnega, ne? In oni, da dobijo pač denar, mislim, oni ne vem, na televiziji imaš reklamo, zapustite svojo zapuščino slepim, naredite njihova življenja lepša, mislim, take stvari, a ne? In v bistvu jaz sem to razliko začutila, ker sem v Sloveniji, tako se mi zdi, da ja, sej pri zaposlitvi je problem, ampak načeloma slepe vseeno v Sloveniji vidimo tako, lej, kaj temu rata, ali kaj pa je ta naredil, lej, kaj ta dela, lej, kako mu tako slep je, pa kar ratamo, ne? V Angliji pa to ni tako, v Angliji pa, si prišla malo v trgovino, si prišla nakupiti malo mleka, ne? Ja, tako pokroviteljski odnos, ne? Vidiš, klej pa proti Utež, pardon, da te prekinjam. Klej pa proti Utež, taka dost, mislim, navadni ljudje imajo pač odnos tak, kakšen ga imajo. Se pravi, eni pomilujejo, drugi občudujejo, tretji to je ono. Ampak je pa tako, če si slep, pa da uspeš na Poljskem, bravo. Ampak noben ne bo rekel, kaj je hudo, ne, kaj mu je ratal. Ne, to se od tebe pričakuje, ne. Da nekaj narediš. So slepi biznismeni, so slepi recimo, organisti v cerkvah, ki jih recimo v Sloveniji ne bo, dokler
bo slovenska katoliška cerkev živela, dokler jih ne bo noben vzgajal tako, kot je treba. Tukaj recimo ena taka niša je. Ni tega razloga, da bi kaj tazga prišlo ven, ali v eno ali pa v drugo stran. Ne? Rok, a ni to v bistvu zanimivo, ne? Ker na ta način ste, tukaj imamo Roka tudi. Glih je ta Rok, moj sodelavec, prišel mimo, ne? Ker mislim, da njega kličem. Mene pa to zanimivo v tem smislu, ker na ta način pač slep ni ubog slep, ne? Ali nimaš slepega milijonarja, nimaš slepega orglista, nimaš slepega, ne vem, karkoli, ne? Ampak je človek, ki je recimo milijonar, ki je orglar, ki je, ne vem, ne? Pri nas se je to končalo, po mojem, s propadom komunizma. Ena od zelo pozitivnih stvari, ki se je naredila, je pač bilo to, da so začeli verjetno, no pa tudi pač dolgoletne priprave slepih na to, za kar so res sposobni. Tudi pač stvar edukacije, ne? Stvar elastičnosti pač šol samih. Ne? Ne, hočem reči to, a veš, pri nas imaš, ne vem, recimo, en se predstavlja kot slepi humorist, potem imaš, ne vem, slepi pianist, pa imaš slepi, ne vem, karkoli že, ne, razumeš, ne, in na ta način, že ko se kot slep predstavi, jaz sem pa slepi humorist, ne, pa jaz sem pa slepi brezveznik, ne, pardon, izrazu, v bistvu samega sebe ponižuješ v neenakopravni položaj, ne? Ja, da je res, ja. Ja, ampak spet je odvisno, spet je to odvisno, se upravičujem, ker sem tako skočila, ampak to si me zdaj spomnil, Duša, na en trenutek, ko sem se na faksu, na filozofski enkrat z nekom skregala na ves glas na sredi hodnika, ker je rekel, da sem eden od mojih kolegov in je videl moj mail, ko sem ga poslala enemu od profesorjev, v katerem sem napisala, da sem slepa študentka. Meni je bilo to recimo popolnoma normalno. Jaz se ne sramujem, da sem slepa, ne? Mislim, meni to ni bila neka grda beseda, neka kletvica, recimo, ne? Ampak on je pa mene obtožil, rekel, kaj si napisala, da si slepa študentka, da bi se mu zasmila. Jaz tako, prosim? Tako da, tudi ne vem, če bi se strinjala s tabo, ne? Ker v bistvu vse odvisno od tega, kako besedo slep jemljemo, ne? Ker tle v Angliji recimo spet, ne? V Angliji si slep zelo hiter. Mislim, da moraš imeti 5% ostanka vida, kar je v bistvu ogromno, ne? Mislim, jaz imam 0,0, ne? Tako recimo 5% bi ogromno. Mi imamo slepe ljudi, ki berejo črni tisk, ne, ki so uradno slepi, ne. Recimo, je pa drugo, mislim, zakaj bi se hotel karakterizirati za slepega, če pa v bistvu še ful vidiš. Mislim, nisi ponosen na to, nisi vesel, da imaš še nekaj vida. Zakaj hočeš se okarakterizirati, da ne vidiš, ne? Tako, zanimivo, no? Mogoče bi mogla ti takrat, mislim, se upravičujem, mogoče bi mogla takrat definirati, da si študentka z okvaro vida, ne? A bi to kaj spremenilo, v bistvu? Mislim, pač gre jaz samo tega za parkiranje. izraza nikoli nisem uporabila, v življenju nisem uporabila izraza, da sem človek z okvaro vida. Mislim, jaz sem pač slepa in to je to. Ne, se pravi, jaz dejansko ima... A bi kaj to spremenilo? Ja, verjetno na percepciji bralca bi, ker pač ljudje imajo nek čuden odnos do besede slepota, ne? Kakor da je to neki, ne vem, nekaj, kaj svim, skoraj tako, kot da bi hudiča poklical, no? Tako se mi zdi včasih. Grda beseda, ne? Pa ne vem, pač to je moja realnost. Ja, seveda, ne, vse to je, ja. Po moje je spet to odvisno pač v kakšni konotaciji to besedo uporabiš, ne, pač za slepega, ki je navajen uporabljati besedo slep in mu je to čisto normalno, no pač je normalno, da za njega zvok te besede ni toliko
moteč, ne? Ampak videči ljudje, glih to, kar si ti rekla, ko slišiš, da je nekdo slep, je takoj bu, ne? In pač to je dejansko problem, s katerimi se slepi in slabo, mislim, prvenstveno slepi marsikje soočajo, ne? Čim enkrat uporabiš besedo slep za sebe, je dejansko enakovredna pomenu besede nesposoben, nažalost, ne? Ja. Ker mislim, da vsak od nas pozna sigurno minimalno eno slepo osebo, ki je lahko marsikjeremu videčku za primer v določenih, dajmo reči, življenjskih aktivnostih, procesih, karkoli, ne. Tako da pač tukaj je spet ta percepcija besede, ne, kdo jo kako razume. Drugače, jaz osebno z diskriminacijo, ne, kar se tiče Nemčije, tukaj je res tako malo je folk je hladnejši, glih ta pač nemška hladnost, tudi pač priseljenci, ki pridejo, to malo poberejo in da nimam res enega primera, da bi se jaz počutil diskriminiranega ali pa prikrajšanega za nekaj zaradi moje slabovidnosti. No, vem, ampak jaz poznam en primer, ko so v Nemčiji enim, ko so pač imajo otroka s posebnimi potrebami, so rekli, pa za take ljudi ni prostora v naši pajti, pejte tja v ne vem, Krankenhaus ali kaj, kje so neki posebni zavodi za take ljudi in stanovanja in vse te stvari, ne. Dobro, to ne vem, mislim, ne poznam, tako da ne morem nekaj ful komentirati. Tega tukaj ni v Angliji, mislim, kakor je neka diskriminacija tako nenamerna, tega pa ni, no, da bi ljudje na tak način odreagirali. Se mi zdi, da ljudje tako zelo spoštujejo, kakorkoli pogledam, no, da poskušaš, ne, da se trudiš, da skušaš nekaj narediti, tako se mi zdi, da je to zelo cenjeno na splošno, mislim, pri vsakmu, ne samo pač v slučaju, če ne vidiš, ampak tako se to cena, ne, ker tako včasih se mi zdi, da v Sloveniji, tako če se trudiš, pa Bog ne daj, da zraven še kaj zaslužiš, ne, takoj v bistvu se mi zdi ljudje tako doskrat tisto, kaj se pa ta misel, da je, kaj se pa ta gre, ne. Mafiozo, gangster. Ja, tako, ne. Tako, tle je pa to čisto normalen. Jaz sem recimo malo obratne izkušnje, ne, recimo, kar smo govorili o diskriminaciji, ne. Imam celo kontra izkušnje, pač sva se pogovarjala prejšnji teden, Dušan pač črn pas pa to, ne. In pol, ko pridemo na seminarje, ne, se pač vedno se nekje omeni, ne, ok, slaboviden in ima pač črni pas v tem pa tem, ne, in pol sem doživljal pač kamorkoli pridem v Nemčijo na seminar, se ljudje hoče z mano slikati, ne. Tako da, res ne morem govoriti o neki diskriminaciji, ne. Totalen fotomodel, Zoran. Ja. Super. Ok, zdaj smo že skoraj eno uro. Lahko se še pogovarjamo, ali pa če počasi prekinemo, pa se zmenimo še za kdaj. Lahko bi se večkrat kole dobili. No. Isto komod. Sam jaz grem v četrtek v službo, ampak bom precej doma. Ja, jaz tudi ponavadi sicer ne bi mogla ob 10 zjutraj oziroma 9, ampak tako res bi se lahko kdaj kaj dobili. No, če bomo jeseni zalaufali te zadeve, bomo se pa zmenili, to bo pol verjetno ob različnih terminih, ne, glede na goste in na te zadeve. Lahko se pa tudi, no, zdaj ste se slišali, zmenjajte si maile, ne vem, naslove. Sej na Facebooku se imamo, samo se ne pogovarjamo, ne? Tako je, ja.
Ja, po mi je pa všeč, ne, to, da so, pravzaprav moram reči, da so mene potisnili v to, da ne bom zdaj rekel, se hvalil preveč. Združil si nas, evo, naš Dobro blago se združitelj. samo hvali. Ja, tako je. Všeč mi je to, da sem vas povezal spet, ne, malo in da se tudi... Vidiš, pa se je vsem pohvalil. Ja, tako. Ne moč mu tega vzeti, no. Ja. Seveda ne morem, sem predaleč. Da imamo malo zadovoljstva, no. Ja, seveda. Ne, Se Dušan ve, da ga imam. Mi smo dosti sodelovali v mlajših letih, z Roko malo manj, no, ampak je to kar en tak fajn občutek, da vidim. Ja, malo smo se po taborih kregali, ne. Ja. Kaj da ne? Seveda smo se. Rok ste me prenašali. Vse si se pustil. Kaj? Vse si se pustil. Ja, no. Ja. Dobro, Zmeri mora jaz se biti nisem s tabo nekdo, da kregal, bi jaz se sem ga s okoli določenimi prstov drugimi, ujel. ne. Ja, se. No, Dobri stari časi, 2011. Dobro, pač tako je pač sistem bil. Ok, That's life. kratka, v redu, bomo za dan skončali, jaz imam še zelene druge obveznosti, zdaj ob 3 imam pogovor en streaming bo na naši strani, če ste dobili tisto vabilo, ptički pojejo pri Aleksandri. O ja, kos. Ja, sorry, pač imamo tle ful ptičev, ja. Super. To je ful lepo. Ej, imamo, Rok, sem prav na te pomislila, tle imamo tako vsaj 8 gnezd na vrtu, ful je ptičev tle. Zakaj pa na Roka? Kaj ima pa Rok s tem? Ornitologija. Ker Rok ima ful rad ptice. Ja. Ja, jaz imam v bližini dejansko 2 gnezda, samo zato, ker so bloki vklenjeni okrog. Ampak sta 2 gnezda, pa v 2 gnezdi, pardon. 2 gnezdi, ja. Pa na drevesu, dokler ni bilo obrezano, je bilo po moje 30 kavk. Wow. In sem rekel, evo, to so pa moje sosede. Dokler bojo one kle, bo vse kul. Ja. Ej, tle, pač jaz živim tako v naselju. Mislim, ni tako glih vas, pač naselje v naravi. In je res, mislim, Angleži, to je meni bilo tako smešen, ko sem prišla, ful so na to ornitologijo in tako vsi kupujajo ta semena za une ptice, za une, mislim, tako hranijo ptiče ful, to je res tle, tako cel biznis tle. No ja, oni imajo to ful razvito, tudi Ja. pač publikacije, ki prihajajo z Anglije, so neverjetne, z Anglije pa z Francije predvsem. Ja, je res, pač, pa imajo na kaj biti ponosni, ker oni imajo neverjetno pestrost, kar se tiče ptičev, neverjetno pestrost. Mislim, in tudi v tej meri, a veš, da tudi v vasi tle pri nas, mislim, pri nas tle na konc vrta, ne, mogoče zato bi sem rekel, da imam velik vrt, ker ograja meji na park, ne, to je ful srečo. Wow. In v bistvu v parku noter imamo prav ljudi, ki, ne vem, razne veje postavljajo, hlode, tam imamo nek potok, ki smo ga zajezili. In samo zato, da bi privabljali različne redkejše vrste ptic, ne. Wow. Tako nekaj, ki glih ne razmišljaš, tako v Sloveniji pri nas doma nismo na tak način. Tle je pa ful na te ptiče, no, in imamo res ogromno ptičev, tle, ogromno. Veš, tudi odvisno kje, ne, ker recimo, ne vem, pač razen v Škocjanskem zatoku, cela Primorska je majčkeno nora na ptice, kar se Slovenije tiče, pa kle okrog, kle Pomurje, okrog Veržeja, recimo, ne. Tle je neverjetna pestrost in sem tudi opazil, da še celo duhovniki tam, ki so Salezijanci, imajo tak hotel precej. In nepar jih je precej mahnenih na ptice. Ne? To je bilo neverjetno, zame je bilo neverjetno doživetje. In to tako mesec preden sem šel v Slovenije. Ne? Sem to tako, lepo, fajna popotnica. Ne? Ja, se to moram pa tudi jaz se pohvaliti. Ne? Jaz imam tako, vse Aleksandra, ti bila premena, veš, ko prideš not, predno stopiš, je en tak pokrit predprostora, ne? No, in tam not si zmeri najdejo kakšni ptiči gnezdo, ne? In lani so bili kosi, letos so bile pa, kaj so že bile, šmarnice.
To so neki, ko imajo rjave repe, ne. Ja. No, Poznam. in sta imela gor gnezdo in sem bil toliko jezen, tam, ko so sosedi, ker je bila korona, ko se pa seveda niso upali not obisk, in so se sosedi zbirali tam blizu, sem rekel, pa naj so že spravili ti sosedi v stran, da bo moje ptiči lahko v normalno gnezdili, a ne, ker so se bali mimo letati, a ne. Tako da sem že malo se sosedi skregal zaradi tega, da bojo lahko ptiči normalno funkcionirali v življenju. Ej, Rok, sam še ena stvar. Na Radio 4 je med tednom vsak dan 3 minute do 6 po našem času, torej 3 minute do 7 zjutraj, Tweet of the Day. To bi te znali zanimati. Slišal sem, ampak nisem pa nikoli poslušal. Kar ponovadi 2 minuti traja, mislim, ni neki ful tako. Oliver! Ja, pač tam na ograji od parka zdravo dela. Ja, no, tako res, minuto traja, no. Minuto, 2 pred 7, Tweet of the Day, posluši, no, mislim, je ful zanimiv. Ja, to bom pogledal, bom res pogledal, ker BBC Radio 4 je pri nas že stalnica. To je nekaj, kar se posluša, pač, kar se mi dva poslušava radio na 3 koncih sveta, pač Poljska, Slovenija, Anglija, najmanj, jaz pa včasih še Kanado načnem. Well done! Moram, nikaj, to je tudi malo poklica, malo študija, malo, pa hobi tudi, ne. Ne, Radio 4, mislim, Radio 4 je res, mi dva tudi skozi mava to pržgano. Ob 2 pa 15 imaš Tuman Bay, drugi del. Aha, a danes? Ja, 5. sezona se je začela prejšnji teden, v ponedeljek. Nice. Tuman Bay. Bomo, a BBC Sounds dela vam na Poljskem, ali ne? Ne moramo ga dobiti. Če imaš registriran telefon kle, mislim, iCloud kle, ga ne moreš dobiti. Ne. Verjetno se na Androidu da nekako kolpi. Ampak je pa BBC Sounds, veš kaj, vsaj malo dela na računalniku. A ja? Ja. Saj toliko, da lahko pač poslušaš ponovno. Večina je itak na podcastih, ne? Mislim, sej večina je na podcastih. Pač radijskih iger ne, ampak drugače pa ja. Ker radijske igre BBC čuva in verjetno tudi trži, ampak do nas to nič ne pride, razen ker pride po nelegalnih poteh. Ja, povej, če boš kaj rabil, pa bomo probali nekako dobiti, ne? Bom hvaležen. Zaenkrat mi gre dobro po ne popolnoma legalnih poteh. Ja, ne. Ja, ne, pač malenkost. Mislim, nisem jaz nek tehničen tip, ampak nekaj bomo že. Sam povej. Super. Cool. Ja, se zelo veselim. Ok, bomo končali. Dobro. Držite se vsi po vrsti, ne? Meni je bilo zelo všeč, da smo se dobili. Ja, super je bilo. Jaz vam lepo maham z 2 rokama. Evo, bi vas objel, če ne pa, ko prijete v Slovenijo. Ne smeš, social distancing. Dajte. Če jaz lahko to počenjam, oziroma hočem počenjati, ko sem v rizični skupini in tako pol, boste tudi vi potrpeli z menoj. Ja, ne, to je čista razlika, ne. Slovenija pa ostal svet, pač Slovenci ne veste, kakšno srečo imate dejansko. Ja, dejansko. Res, ja, ko gledam tele lestvice, dobro, vse procentualno smo kar visoko gor, kar se žrtev tiče, ampak dejansko, ja, je kar, situacija je kar. Recimo zdaj, čak bom jaz kar na hitro pogledal, kaj se dogaja danes pri nas doma, kaj se tiče koronavirusa tiče, evo, COVID, da pogledamo. Evo, mislim, da je, eden je umrl, včeraj sta bila 2 intenzivni negi, se pravi, eden iz intenzivne nege umrl, 109 jih je umrlo vse skupaj, od skoraj 1500 okuženih, ne. Tako da praktično... No, pri nas pa samo 39,000. Pri nas imamo nov prirast, zaradi tega, ker imamo na Šlonsku, se pravi v rodarskih
v rodarskem predelu Poljske imamo žarišče, no in je zabavno. Pač še zmeri okoli 300 ljudi dnevno zboli. Začeli se je pa pri rudarjih. No, lahko pa to rečem, da najslabše je pa potegnili v občini Ribnica na Pohorju. Tam je bila pa 50% umrljivost. Kva, ker ste samo 2 občini, ali kaj? Dva sta bila v občini zbolela, od tega eno umrl, ja. In pol je statistika 50% umrljivost, ne. Aha. Ja, pa to, glej, nisem velika večina folka, ki umre na papirju od korone, je v bistvu korona bila ta zadnji žebel, ne. Ker so pač bili polni vsega tega in pač korona je bila ta zadnja stvar, ki jih je dejansko dušila, tako da tudi teh 109 žrtev od korone, vprašanje, koliko jih je dejansko res od korone. Ne? Ja, to je pa bil članek na to temo v sobotni pologi Dela. Sam nekaj vprašam, ko bo okrogla miza, pa te spredavanje, koliko ljudi bo približno? Se bo tako izmenila, zdaj mi končujemo. Je ena, ki je direktorica teh domov v Sloveniji, je lepo rekla, ja, da res, da je bilo v domovih vdiha, je bilo največ, ne domovih vdiha, ja, domovih za to skrbo starostnikov, je bilo res največ žrtev, ampak si treba zavedati, da ljudje, ko grejo v dom, so pravzaprav tisti, ki so zelo bolani, ki ne morejo skrbeti zase, ki so pravzaprav tik pred tem, in da ti ljudje, ko so zdaj umrli, bi tako mislim, grdo rečeno, bi umrli v leto ali leto in pol. Ja, ker realno gledano tazga človeka lahko en prehlad ubije, ne. In pač treba je tudi realen biti, ne. Mislim, sej grožnja je resna, treba se zavedati, ne, po moje je to spet tudi malo tako. Recimo v Šmarju pri Jelšah preveč hajpa se dela. Je enega mojega prijatelja, ki je imel mamo, no, ki je bila stara 96 let, to je bil eden od najbolj teh, bi rekel, rizičnih teh domov, je recimo mama umrla vmes v epidemiji, ampak je recimo zaspala, ni bila okužena. Zdaj, jaz sem vem, so jo šteli v statistiko, ali jo niso, ampak okej, pustimo, Okej. Ja. Lepo pa se bilo te slišati in videti, da bomo se ponovili. Ostanite na strani, dajmo najti spet kak termin, da se slišimo, Z veseljem. Ja, daj, smo na vezi, pa se bomo zmenili. To bi bilo res cool. No, zdaj pa prosim za dovoljenje, da vas objamem. Naj ti bo. Hvala, Aleksandra. Sklih ti. Ajde, pomahajmo si. Ej, lepo bote. Enako. Enako, lepo slišati, čau. Ja. Ja.